Obstaja že veliko programov, iger, ki so bili izdelani na podlagi AI modelov danes. Skyrim. Skyrim NPC na neki točki je en mod naredil, se pravi, da se v bistvu mislim, da se dejansko uporablja ChatGPT in lahko interaktaš s kjerkoli NPC-jem, se pravi, NPC upošteva okolje, kje si dejansko v igri, ne, pa razne druge parametre. Pa njegov background story, pa vse, in prav pogovarjali so se in je bilo like, wow. Pa še ena igra je bila, ki si detektiv v svetu robotov in niso scripted pogovori, ne? En crime se je zgodil in ti si mogel priti do unih robotov in jih v bistvu torej interrogatati. Ampak to je na AI-ju deloval. Njim so dali torej neke te parametre, ok, ti to veš, ti si ta, pa tako, in pa si ti, v bistvu si mu ti pisal vprašanja in je pa glede na to, kaj si ti napisal, ti je tako odgovoril, ne? Ampak še vsem pač mi je bil je karakter. Kako da bi ti govoril z enim v dejanskem, pač v real life? Torej vsaka izkušnja pretty much edinstvena. Unique. Vse to Kitajca, eno kitajsko podjetje želi to narediti. Game, ki se bo generiral po tvojih odločitvah. Ne obstaja, enostavno ne obstaja, ampak kaj se boš odločil, bo naredil in trailer so pokazali. Karkoli boš lahko Karkoli, ja. To je cool, brutalno. ampak se mi zdi, da bo mogel biti še vsem predvsej časa. Ja, sej, jaz si ful ne znam predstavljati, kak bi lahko. Ne, mislim, da to je lahko dosti hitro, lahko pride zelo šiti zgodba ven. Sem zikar, določeni parametri morajo biti, like, ne moraš ustvariti kar nekih novih storylinov, si predstavim, ali pa nekih NPC-jev, ki a veš, kakor da bi nove igre ustvarjal noter. Sej imamo zdaj z AI-jem pa to, ne? Sej AI ti že lahko naredi celo igrico, pa ti ne rabiš nič. Ja, smo že na točki, kjer bi ti lahko vzel nek dungeon crawler pa generiral čisto vse. Se pravi, ti imaš že AI, ki ti generira 3D modele, imaš že AI, ki ti naredi spletne strani, imaš za kontekst, imaš za kodo, general code. Ne, se to že, ampak brez problema, ne? Ne, se to že, ampak verjetno tako pač kvaliteta bi trpela, če bi bilo če ne bi bilo nobenih parametrov, ne, tako kot je pač Marko rekel. Bi mogel biti še ja, mora biti v nekih okvirih, ampak ja, to je res, pač danes imaš pač, ne vem, AI modele, ki ti lahko skodirajo čist cel program iz nič, ne? Sicer mogoče ne bo vzel best practice, ampak mislim, ti dejansko sestavi cel program, ker je pač dost, če si danes pač programer, je veliko lažje pač razumeti program, ko dejansko lahko z angleščino napišeš svoj problem, pa dobiš nazaj rezultat. Ja, ampak to kodo, ki nazaj dobiš, moraš pa paziti, kjero kodo ti da nazaj. Saj v tej točki še jako še tisti. Mislim, na veliki veličini je dejansko zelo uporabno. Sploh če mogoče, če se teklaš neke nove tehnologije, mogoče. To pa ja. Da rabaš na hitro zvedati, glej, rabim to pa to narediti, kjere knjižnice lahko uporabno si pomagam z njimi. Ali pa dejansko, glej, to ima težava, ima kaj znanga na netu, kaj karkoli na to sceno. Sej, tudi VR očala bi si morali predstavljati, da je tista začetna faza, tako stari telefoni še. Ja, se je začetna faza. Ko so še res tiste fizične tipke bile, pa to. Dobro se mogoče sama, mislim, imate kakšen vidik tako 10 let v prihodnost, kako bi lahko VR očala izgledala, na kak način bi mogoče konzumirali VR content v prihodnosti. Če smem kar takoj poudariti, kar se tiče dejanskih očal. Imamo že prototipe, ki uporabljajo, se pravi, leče za oči, ki so powered iz solzi, pa s tem, ki ti oč premikaš, pa imajo zaslon noter. Sicer zaslon je pač basic, mislim, da je bil zelene barve, lihtok pa par pixelov, lihtok, da so mislim, da uro lahko pokazali, ampak power is souls, pa movementa očesa, ne? So they're powered by your sadness. Bolj, ki se jokaš, bolj bojo delovala. Bolj, ki se solti, ja. Ti kaže tako žalostne mute na vsake tok cajt. Začeš jokat. Mislim, da je soul v se je. Dejansko power. Ampak ja, to je, če že, da mo šli v kaj taga, ali to, ali pa dejanski injektanje v glavo kot vida, veš, se pravi replacement očes. Ja, se, ker pač da bi bil kot kakšen middleware, ne? Kaj pa je vid, veš, nasplošno, veš, ti, vidiš, ampak se pa pretvor v električni signal, ne? Kot sem rekel na začetku, vsi živimo v simulaciji, se to kar vidimo nič resnično. Pa ne se tudi vid je dejansko samo valovanje, boji, se vemo fiziko. Pa svet ni tak, pač dejansko ne obstaja na takšen način, kot ga mi zaznamo. Točno tako, mislijo, kaj pač je, tako da, ja, na neki točki